Živa družba, spet sem jaz. Današnja tema bo pa zveza z slepo ali slabovidno osebo. Ne vem, a ste se mogoče kdaj v življenju spraševali, kako bi pa bilo, če bi bil v zvezi s slepo ali slabovidno osebo. In to vprašanje postavljam tako osebam, ki ste videče, kot tudi slepim in slabovidnim. Jasno, da tistim, ki ste slepi in slabovidni, ne bom razlagala v detajle, kakšen bi bil odnos, ker vi zelo dobro poznate naš svet, ampak vas bom vseeno vprašala, no, kakšno mnenje imate, če bi bili pripravljeni imeti odnos z eno slepo oziroma slabovidno osebo. In vam, ki ste pa videči, pa tudi me zanima, če ste kadarkoli pomislili na to, kako bi pa bilo, če bi bil pa z eno osebo, ki ne vidi dobro. Mimogrede, en lep pozdrav še slovenski skupini Facebooka za slepe in slabovidne osebe. No, zdaj bom pač nadaljevala s to temo. Zdaj, če ste vi videči, jaz mislim, da prvi pogoj, da ima zveza možnost biti uspešna, je ta, da nas vidite kot vse običajne ljudi, samo da pač eden od naših čutov ni v 100% formi. Ker ja, smo čisto običajno, no, smo čisto kompletni ljudje, pravimo običajno, pač ni nujno, da je slepost ali slepota ali slabovidnost povezana še s kakšno drugo zdravstveno težavo. Tako da je ne vem, v večini primerov je pač samo to, da eden izmed naših čutov ne funkcionira najbolje. In če nas vi lahko tako vidite, potem je možno, no, da bi se pač razvil en tak dober odnos. To je zagotovo pogoj. Zdaj tako bi tudi omenila, jaz domnevam, da osebe, ki se pač rodijo slepe oziroma ki izgubijo vid zelo mlade, da je zelo, zelo velika možnost, da je oseba zelo samostojna, ker pač ima toliko več prakse in vaje, kako skrbeti zase, da so bolj zverzirani. In jaz imam tukaj prijatelje v Mehiki, ki so pač se rodili slepi oziroma ki so izgubili vid zelo mladi in so popolnoma samostojni. Oni sami opravljajo vsa gospodinjska dela, se pravi, si kuhajo, pomivajo posodo, perejo perilo, pospravljajo, gredo v trgovino, plačajo svoje račune, hodijo v službo ali pa študirajo, tudi študentke poznam. Tako da živijo popolnoma polno življenje in brez skrbi, ne boste si nekega težkega bremena nakopali na grbo. Ti ljudje popolnoma samostojno skrbijo sami zase. Zdaj, majčkeno drugače je pa, če izgubiš vid tekom svojega življenja. Tako kot sem ga jaz, recimo, no, tukaj pa lahko svojo lastno izkušnjo opišem. Jaz sem sicer pač se poročila še, ko sem imela pač 100% vid, ko sem bila še tehnično izpravna. Ampak in me je pač Diego skozi ves ta proces spremljal. Ampak recimo takrat, ko sem jaz začela vid izgubljati, sem bila toliko prestrašena, groza me je bilo, žalostna sem bila, razočarana. In takrat zagotovo ne bi bil dober moment za pač začeti kakšno zvezo z nekom, v mojem primeru. In vse do takrat, ko sem pač, bi rekla, dosegla čustveno dno. In ko so se puščice začele navzgor obračati, pravim jaz, ko sem pač začela sprejemati to mojo novo zdravstveno situacijo in ko sem se bila pripravljena začeti učiti početi stvari na nov, drugačen način. Kljub temu, da sem jaz praktično, da še nisem znala skoraj nič opraviti sama, ker najnižja točka moja je bila takrat, ko mi je šlo najslabše, da sem lahko posodo pomila, pospravila seveda, pa perilo prala, obesila in zložila in to je bilo to. To so bili moji dnevi. Ampak že samo dejstvo, da sem jaz pač izstopila iz tistih črnih, težkih misli, da sem se jaz rešila tistega bremena groze in strahu in da sem bila jaz pripravljena, da sem bila na točki, da sem se bila pripravljena učiti delati stvari sama zase, že to je bil en velik plus. Takrat pa jaz mislim, če bi nekoga spoznala, bi pa mogoče že zadeva lahko funkcionirala. Mislim, ker nimam izkušnje na to temo. In potem sem se pač počasi začela učiti početi stvari na drug način, jasno, ker pač jaz sem prej pač toliko in toliko let sem jaz stvari delala s tem, da sem uporabljala svoj vid.
In potem pač, ko pa vida ni bilo več, sem se pa morala učiti zadeve početi brez vida, ne, in nisem imela, na žalost tukaj v Mehiki, nisem imela kakšne možnosti, kakšne hude rehabilitacije. Jaz sem mogoče, koliko bi pa imela, da se ne zlažem, 5-6 ur sem imela, mislim, da. In v tem času so mi pokazali, kako uporabljati belo palico, pa še nih par zadev, kako pisati sporočila na papir, so me učili, pa računalnik, majčkeno uporaba računalnika in brajice, in to je bilo to. To je bila moja cula, moja popotnica, ker pač ne vem, glede na to, v katerem mestu živim, ni tukaj ravno takega centra. Ne vem, kako je s tem v Sloveniji, bi prosila moje slovenske pač poslušalce, gledalce, če lahko v komentarjih spodaj napišete, kaj se pa da v Sloveniji naučiti, kakšne zadeve vas naučijo, ker tukaj tudi nekje v Mehiki je tudi neka zadeva taka kot internat, kjer te naučijo početi bolj stvari zase. En prijatelj iz Kolumbije pravi, da je pač, da imajo centre, kjer te usposabljajo 10 ur na dan, a si morate misliti za vse, no, mislim, čisto za samostojno življenje doma in vse živo. Nisem pa seznanjena s tem, kako je pa s tem v Sloveniji, in bi bila zelo vesela, če bi se opogumili pa komentirali pod videi, no, česa so pa vas v kakšnih centrih naučili. Jaz sem bolj prepuščena sama sebi, svoje iznajdljivosti, in prvi korak pač za naučiti se svoje stvari bilo, da sem se začela spraševati, ne več govoriti, da zdaj pa tega ne morem več, ampak sem se vprašala, kako bi pa zdaj jaz lahko to na drugačen način naredila. Pa potem razni nasveti prijateljev, ki tudi ne vidijo, pa tudi YouTube videi so mi dali ideje, kako bi lahko zadeve počela. Skratka, zdaj jaz lahko kuham, lahko do določene mere pospravljam, tukaj mi še malo manjka, perem, sušim, likam, račune grem lahko plačati, jasno, da vprašam nekoga, koliko je treba plačati, ker jaz nimam tiste napravice, ki mi to učitala. Lahko bi šla tudi v kakšno bližnjo trgovino sama in tudi od točke do točke grem lahko sama, jaz bi šla pač s taksijem, ker imam to možnost. In zdaj v tem primeru, v tej točki pa jaz mislim, da pa res ne bi bila pač neko breme, in če bi zdaj spoznala pač nekega potencialnega partnerja, zdaj mu res ne bi bilo treba bati, da bi bil moja varuška 24 ur na dan, ampak bi lahko čisto eno enakovredno partnerstvo vzpostavila. Jaz itak gledam tako partnerstvo kot družino, da je to kot neka ekipa in da vsak prispeva po svojih zmožnostih. No, midva takrat, ko sem jaz videla, sem jasno, da sva imela razdeljene stvari, kaj bo kdo počel, na podlagi pač izkušenj, časa, ko sva ga imela na razpolago, tudi želja, kaj nekdo rajš počne. No, zdaj pa isto si deliva pač, katere stvari so za opraviti, ampak zdaj pač eden od faktorjev tudi, a je nujno nepotreben vid ali ne. In jaz se potrudim, da pač pri tistih zadevah, pri katerih mi Diego pomaga, ki je še vedno, recimo, on mi pere recimo zneske z računov, pa prosim ga, da mi pere madeže z lisenih oblek, ker pač jaz jih ne vidim in še nisem našla načina, kako bi to jaz lahko počela. Vse druge stvari pa lahko jaz pomagam, recimo zdaj jaz večinoma kuham, likam, no, pa pač s temi zadevami potem pokompenziram. Tako da mislim, da sva zdaj, ne vem, sva zelo, zelo veliko bolj, no, sva enakovredna partnerja spet, kot sva bila prej. Dejstvo pa je, da če se pač vi družite, oziroma če ste v odnosu z slepo oziroma slabovidno osebo, določene stvari pa definitivno so drugačne. Recimo prej sva se midva zmenila v kakšni kavarni in sva pač prišla, ne vem, okrog tiste ure, ko sva se zmenila, pa sva pogledala, se ozreš po kavarni, se poiščeš in se usedeš. To zdaj na ta način ne gre več, recimo, ne. Jaz bi verjetno se potrudila, pravim verjetno bi se zaradi tega, ker midva greva skupaj od doma, no, ampak jaz bi se verjetno potrudila in bi prišla 5 ali pa 10 minut prej in bi počakala pri vratih, ali bi se pa usedla v kavarno, da bi me Diego poiskal, recimo, to bi zdaj drugače naredila. Naprimer, za v kino iti, ne vem, kako to v Sloveniji gre, prijatelji z ZDA mi pravijo, da se gre tam pač v kino in če si ti slep oziroma slaboviden, ti dajo posebne slušalke in potem ti po slušalkah imaš zvočni opis filma. To sem opisala v prejšnjem videu,
katerega naslov je Hvala Netflix. Skratka, pripovedovalec ti opisuje vse tiste detajle, ki jih pač ti kot slepa oziroma slabovidna oseba ne vidiš, zaradi tega, da lahko spremljaš in slediš filmu. No, in oseba zraven tebe, ki pa vidi, pa pač gleda film normalno, brez tega, ne, pač na klasičen način. In tako lahko oba dva, ne, v istem momentu uživata v istem filmu, enostavno tiste slušalke se vzamejo in potem se odložijo in potem, ko greš ven iz kinodvorane, enostavno, enako kot pač videč par, tudi v tej kombinaciji se pogovarjaš, ne, kakšen se ti zdel film. Tukaj ne vidim kakšnih večjih razlik, razen če tega v Sloveniji ni. No, potem pa greš v kino pač brez tega, tudi v Mehiki tega še ni, kolikor je meni znano. Potem se mora pa oseba, ki je slepa ali pa slabovidna, se mora pa precej bolj potruditi, da lahko filmu sledi, pa včasih tudi lahko kakšen podatek ali pa kakšen komentar, pač videča oseba nam pomaga, da lažje razumemo film. Tako da so določene razlike, definitivno, da so, ampak ne pomeni to, no, da bi bili pač vi varuške za vašega slepega ali slabovidnega partnerja. Zdaj, moj zaključek je takšen, če spoznate osebo, ki je neodvisna, ne, in je samo pač ne vidi, jaz mislim, da je čist možno imeti zelo izpolnjujočo in srečno partnerstvo, ker večina nas, zaradi tega, ker pač smo šli skozi take, recimo, ne toliko lahke izkušnje v življenju, nas to večinoma naredi bolj močnejše osebe, mogoče, ne vem, se težje oddamo, recimo, mogoče smo bolj pozitivci, mogoče se bolj trudimo in se ne oddamo. In mogoče na ta način še celo en plus v odnos prinesemo, ki ga, ne vem, ne nujno, no, dobite tudi pač v odnosu z videčo osebo. Dejstvo je pa tudi, da pa nismo vsi vedno nasmejani, da nismo vsi vedno pozitivni, da nismo super fini ljudje, ampak smo tako kot katerakoli skupina ljudi, smo tudi mi povsem različni, imamo zelo različne značaje, različen temperament, tako kot katerakoli druga skupina ljudi. Tako da bi bil moj nasvet, če vam je pač ena oseba, ki je slepa oziroma slabovidna, všeč, dajte si možnost spoznati jo, tako kot vsaki drugi osebi, kot vsako drugo osebo, ki jo bi vas zanimala. In pač spoznavajte to osebo, in če sta pač karakterno kompatibilna in če oseba neodvisna, jaz mislim, da to ne bi smela biti ovira za srečno partnerstvo. Upam, da vam je bil današnji posnetek všeč. Upam, da sem vam kakšen dvom pač razložila in odgnala. Če je temu tako, nas lahko všečkate in delite video s komerkoli mislite, da bi ga ta zadeva zanimala. In ne pozabite, lahko se brezplačno prijavite na naš kanal z enostavnim klikom na kremšnito v desnem zgornjem kotu videa, ko se zaključi. In vas pričakujem tukaj naslednji četrtek. Adijo!